Dragi gledalci, nekaj moram komentirati, zato ker se počutim zelo nategnjenega, pa tudi ponižanega in sem kar malo besen. Sem rekel, tole moram komentirati in bom tudi komentiral. Komentiral bi rad te zadnje dogajanje, ki se dogaja v Kočevju, pa tudi v okolici. Nas v okolici, tudi v drugih krajih Slovenije. Veste, zakaj se gre, ne? Jaz sem tukaj točno zastopen, kako je. Zato, ker sem jaz žrtev teh ljudi bil zelo dolg časa. Že v osnovni šoli so mi izseljevali za denar. Potem so mi delali sranje v diskoteki, da mi je diskoteka zaradi njih propala. Zaradi njih sem bil kazensko ovaden in mi je grozilo 2 leti zapora, zato ker sem res delal v svoji diskoteki. Dobro, enkrat sem jim pa tudi nekaj naredil iz maščevanja. Zažgal sem jim avto in mi je grozilo 7 let zapora. To sem tudi vse napisal v tej svoji knjigi, Vse se da, če se hoče. Odlična knjiga, same pohvale dobivam, tako da, če želi kdo naročiti, imate v opisu videa link, pa jo lahko naročite. Kakor sem že rekel, ko vse to berem, gledam, se čutim ponižanega, nategnjenega, brezmočnega, kot da bi me nekdo posilil. Posiljen si, pa veš, da ne moreš nič narediti. In ne, nisem jezen na te ljudi, ampak sem jezen na državo. Zato, ker že v zadnjih 50 letih ni nič naredila. Jaz sem nekdo, ki to zadevo pozna in lahko o tem govorim. Ker mi jih imamo tukaj že več kot 54 let. 54 let sem jaz tukaj na svetu in vem, da so od nekdaj. In od nekdaj problemi. Sem rekel, v 3. razredu sem jim mogel nositi denar, ker so me izsiljevali v šolo. Si zamislite, fanta v 3. razred hodi in da ga nekdo izsiljuje za denar. Nekdo, ki je 3 leta starejši od tebe. Zato, ker te so vsi zastali razrede in ti nisi mu sošolca isto starega. To je bil 2 ali pa 3 leta starejši. Pa že tako smo se jih malo bali, ne? In veste, kakšna travma je to zame bilo v šolo hoditi. Spomnim se, avtobus je Šentlovranca pelal proti Čatežu in je tam na Mali Lok ustavil, ko so te gor prišli, in sem zmeraj iz strahom gledal, ali bojo na postaji ali ne bojo. Hvala Bogu, jim ni bilo veliko za v šolo hoditi, tako da jih velikat ni bilo. Ampak veste, kakšne travme so to? Ne, staršem pa nisem povedal, se nisem upal, me je bilo sram, ne vem, česa sem se bal. Tako da to ni neka brezvezna zadeva, da zdaj jaz nekaj jambram. In po mi gre na živce ta država, ki to vse podpira in samo ona je kriva, da je tako. In v 50 letih niso naredili čist nič več. Čist nič na tem so naredili, da je slabš. Še več pomoči jim dajo, še več pravic, da še bolj kradejo. Zdaj imajo tudi orožje. Včasih saj orožja niso imeli. In to vse iz denarjem mojemu pa tvojemu, ki me tole gledaš. Se ti ne zdi to? Tebe to nič ne razživcira. Mene tako, da vam ne morem povedati. Ampak, ponavljam, nisem jezen na te ljudi. Oni sami izkoriščajo situacijo. Jezen sem na našo vlado in na vse zagovornike teh ljudi, ki jih je zelo veliko. Ampak zagovarjajo jih samo tisti, ki niso en dan z njim živeli. Če bi en dan z njim živeli, bi videli, kako bi bilo. Sem poslušal tega našega ministra, ne vem kaj, Poklukar ali kaj.
Je rekel, ja, bomo to rešili, ampak veste, to se na kratek rok ne da rešiti. To se rešuje na dolgi rok. 50 letih niste nič naredili. In kaj boste pa zdaj rekli? Da boste to rešili? Ne vem, zdaj, če sem jaz tega gospoda ministra prav zastopil, sem ga zastopil, da čez 5 let bo situacija veliko boljša. Če ne že prej. Čez 10 let pa sploh ne bo nobene težave. Veste, kaj vam jaz povem? Čez 5 let bo mnogo slabše, kot je danes. Čez 10 let bo pa nevzdržno. In ljudje, tisti, ki imajo denar, si bojo okoli bajt gradili 3-4 metre visoke zidove, gor bojo dali bodečo žico, elektrike noter spustili, video nadzor, ta boljši si prštimal, alarmni sistem, vse, tisti, ki imajo veliko denarja, si bojo še varnostnike dubali. Ker tako bo. In vi pa zdaj meni v komentar napišete, a verjamete meni, da bo čez 5 pa čez 10 let še slabše, kaj je, ali verjamete gospodu Poklukarju, da bo čez 5 pa čez 10 let boljše, kaj je zdaj. Jaz vidim, jaz sem prepričan, da bo slabše. Tako da napišite to komentar, me prav zanima. No, ko smo glih pri vladah pa pri politikih, ne povem vam, da je ta vlada čist UK. Ta jim da še več denarja, še bolj jih boža samo naprej, še več pravic jim daja. Če bi imeli Janšota, car ne bi bilo čisto nič drugače. Mogoče jim sem ne bi več pravic dal, naredil ne bi pa čisto nič. Saj že bil na vladah, pa kaj je naredil? Se spomnite Janšota, ki je tam nekje leta 2019 rekel, da če bi bil on predsednik vlade, to je bilo takrat, ki je bil Šarec, bi on mejo hermetično zaprl. In potem je po spletu okoliščin človek res prišel za predsednika vlade, čez ne vem, en let, ki je to izgovoril, malo na pamet govorim. A je kaj naredil za mejo? A je kaj naredil? Čisto nič. Čisto isto je bilo, kaj je bilo prej pri Šarcu. To pripovedujem zato, ker ne verjeti ljudje, ne verjeti politikam. Ne verjeti politikam. In isto bi bilo, če bi bil predsednik vlade, da je zmagal Jelenčič. Njega namerava enkrat povabiti v intervju in ga bom točno to vprašal. Oziroma, ne bom ga vprašal, ker povedal mu bom, da sem prepričan, da če bi bil on predsednik vlade, da ne bi čisto nič drugače naredil. Zdaj, če kdo misli tukajle, da bo kakšna vlada, ali ta zdajšnja, ali Janšatova, ali kjerakoli, kaj na tem naredila, mu povem, da se fejs smot. Ne bom kar direktno povedal. Mu povem, da je fejs neumen, ker ne bo, če niso 50 let noben nič naredil, oziroma so samo delali, da je šlo na slabš, ker bi bilo vsaj tako, kaj je bilo, bi bilo danes super dober. Če bi bilo tako, kaj je bilo pred 30 letem, bi bilo super dober. Zdaj bom pa še nekaj povedal. Kar mi bojo ljudje zamerali, nekateri. Ljudje iz Trebnjega, namerno začenjam iz Trebnjega, zato ker sem jaz iz Trebnjega, Kočevja, Novega mesta, Šentjerneja, pa še marsikje. Neumni ste, reve ste. Desetletja se vam tu že dogaja, pa nič ne naredite. V občini Trebnje sem bil jaz pred 20 letem edini borec proti njim. Edini. In kaj sem dobil? Dobil sem kazensko ovadbo,
da mi je grozilo 2 leti zapora. In kaj je bilo? Jaz jih nisem noter v diskoteko pustil. Pustil jih nisem noter, zato ko so stranje delali. Ženske so šlatali. Pa tudi, lejte, diskoteka je moja, jaz lahko pustim, kjer ga čem, ali pa ne. Vem, da tu sicer ni po zakonu, ampak, lejte, zato mi diskoteka prvič in drugič propala. Prvič predvsem, drugič pa malo manj zaradi tega. In jih nisem noter pustil, ker sem tudi vedel, da se gostje ne počutijo varno, ženske so šlatali in tako naprej, in jih nisem pustil noter. Oni, tam se pregovarjamo od zunaj, jaz pa oni. In prav en, ki je bil malo ta glaven, še točno vem, kjer je, če ga bi zdaj videl, bi točno vedel. Kaj bi ga. Je rekel, še enkrat te vprašam, boš ne spustil not ali ne? Sem rekel, ne bom. Se obrnejo in grejo. Sem rekel, super, grejo, odprejo kombi. Ven, biljard palce, pa sekire. Oni proti meni. Jaz se nisem premaknil tudi za milimeter, ne. Ampak ne zato, ker bi bil tako korajžen, ampak zato, ker sem se tako strašil. Tu se mi je prvič naredilo v življenju, da je nekdo name šel z, bi rekel, hladnim orožjem. Sekira je hladno orožje. Tudi biljard palca, si zamislite, da kad ti na tleh ležiš, pa te nekdo z biljard palca tepe. No, to je še dober, kaj če te sekira. In jaz kljub temu, da sem bil kar korajžen, sem zamrznil in se nisem premaknil. In še vem, da je en sekiro prišel in je takole zamahnil proti meni. Tudi premaknil se nisem. Niti blokiral, niti nič. Ampak zato, ker sem bil tukaj prestrašen, tukaj v šoku. Moj sodelavc, ki je delal pri meni, seveda takoj, ki je videl, kaj se dogaja, policijo klical. Policija je prišla, lejte, bom raj rekel malo manj, da ne bom rekel preveč, da ne bo rekel, kdo kaj lažem. 1 uro jih sigurno ni bilo. Ampak je bilo rajke ne več. Celo, oni so še tle bili. In zaslišijo mene, zaslišijo njih. Jaz povem, da so šli name in sekiram, pa z biljard palcem. Ne, to ni nič jih zanimalo. Zanimalo je, zakaj jih nisem noter spustil. In jaz sem rekel, noter jih nisem spustil, zato ker šlatajo ženske. In policajka je bila, policajka do mene in prav, lejte, tukaj je en, ki ni bil še nikoli v diskoteki, se prav, njega bi vi mogli pustiti, ker on ni mogel sranje noter delati. Sej, kako naj pa jaz točno vem za vsakega človeka, kjer je, kjer ni. Sej tudi druge ljudi, če jih je skupina 5 ljudi, pa če en sranje delal, naslednjič vseh 5 nismo noter pustili. In jaz sem lepo fasal kazensko vadbo za rasno diskriminacijo. Dobro, da sem imel enega na policiji, da mi je to malo prej povedal, da sem se malo pripravil. Dobro sem se pripravil, tako da hvala temu. Ampak jaz sem mogel vseeno odvetnika aktivirati, plačati. No, poživčen si. On še zdaj za 2 leta v zapor. Mislim, sem vedel, da tu ne more biti. Ampak, gledajte, sem rekel, kakšen mesec, 2 ga pa lahko dobim. Pa po sodišči hoditi, pa odvetnika plačevati. To ni pocen. Takrat sem bil pa veliko ne brez denarja. No in še bilo je, hodili so mi domov groziti. In ko so mi domov grozili, sem šel na policijo prijaviti. Sem tudi rekel, lejte, če bo še enkrat domov meni prišli, bom prefukal. Se ko bodo note pol mene zajebavali. Pa je rekel policaj, točno vem, kater je, ni več na policiji, vem pa točno, kater je. Je rekel, ne, veš, da ne bomo tebe, kriv ga naredili. In točno to je bilo. Točno to je bilo. Zamislite si vi, da vam pride domov groziti. Pa moji starši, pa pa tret, pa da to vidijo. In če bi res še enkrat prišli, jaz bi jih prefukal, avto bi jim pa prebrnil dol, po meji bi ga dol spustil, zato ker sem jim v glav, jaz to moram narediti, ker če si bom ustrašil, pa sem gotov. Ampak gledajte, da vam jaz ne bom te svoje zgodbe prepodoval.
Jaz vam bom povedal. Vi v teh krajih, ki sem vi naštel, vi ste reve, vi ste papki, vi ste hlapci. Nič ne naredite, nič. Pa tudi ne čaka, da bo policija naredila. Saj veste, policija tudi ni nič kriva. Kaj, mislite, da se bo zdaj en policaj šel z njim bost pretepat, da ga bo še ustrelil, da ga bo z nožem? Pol ga bo pa še prijavil, da je bil preveč nasilen do njega. Pa ga sem grdo pogleda, pa že znajo prijaviti. Veste, niso zdaj več tako neumni, ki so bili včasih. Imajo to naše ljudi, ki jih naučijo. No, pa tudi kako so pametni, se videlo zdaj. Menda, lejte, tu mi je mama povedala, ali sem pa nekje zasledil, da so se te izribance rekli, da se jim dela krivica in da bojo šli protestirati, da bojo šotore postavili pred parlament. Mislim, sej, kapo dol. Oni so stukati bolj pametni, kot mi. Ma ne stukat, 1000-krat. Zakaj mi ne gremo pred parlament protestirati? Pa pejmo še mi šotore postaviti. Če ga bo šel kdorkoli od vas, ki tole gledate, ali pa tudi tisti, ki ne gleda, pa da zvem, da ga je šel postaviti šotor v protest tem, kar se dogaja. Takoj, isto sekundo, šotor vzamem in letim še jaz. Samo do tega ne bo prišlo, ker se noben nič ne upa. Jaz sem prepričan, da še ko bojo enkrat enega ubili, se ne bomo mi zganili. Ne bomo, vsak grunta, ja, pa imam otroke, pa imam pa zakaj bi se glih jaz z njim kregal, pa to. Najbolj mi grejo pa na živce, veste kateri? Ker pravijo, jaz sem z njim kolega in teh utrebnem jih je veliko in jih poznam. Te preziram. In hlapci smo slovenčki, hlapčki. Tlele pokažemo, kakšni hlapci smo, hlapci. Tem, ki za njih delamo, se jim pustimo ustrahovati. Pa na čel si moramo napisati osel. Pa je tu mečken žaljivo do osla, ker osel ni tako neumen, kot smo mi. Dajmo se ljudje organizirati. Pejmo protestirati po celi Sloveniji. Pejmo protestirati tudi v njihova naselja. Pa lepo prej protest prijavimo, da bo lepo uradno, da nas bo tudi policija prišla varovati. Zbirajmo podpise, da se tako ne gremo več. Jaz sem pred nekem 5 letem začel zbirati podpise proti pirotehniki. Sem zbral čez 70 000 podpisov. Je to parlament obravnaval, je bilo to na komisiji za človekove pravice, enake možnosti, pa ne vem za koga še vse. Tako da sem vsaj nekaj naredil, dosegel nisem nič, ker vidim, da v politiki ni nobene volje. Pa odnehal sem tudi zato, ker sem iskal, da bi mi kdo pri tem pomagal. Mislite, da je kje kdo bil? Samo ploskali so mi vsi, ja. Sem pa rekel, dajte enega bi rabil, da mi mačkam pomaga pri tem, sej tu ni zdaj, da boš tu šihta mogel delati. Ma ne, tle zdaj takrat pred novim letom, ki je tu najbolj aktualno, da bi kakšne aktivnosti naredili, pa tudi malo na vlado pritiskali, pa tako naprej. Če ne drugega maile non-stop pisali, klicali. Tudi le vam moram povedati, ker sem pisal komisiji za peticije, enake možnosti, pa to naprej, takrat je bila Irglova,
sem takoj dobil odgovor, takoj so me poklicali razgovor. Zdaj sem pisal teli gospe Urški Klakočar Zupančič, ki je menda velika ljubiteljca živali, sem napisal, lejte, zdaj imate vi absolutno večino. Ja, dejte zdaj sprejeti ta zakon. Tudi odgovora nisem dobil. Tako da ne, lejte, na politike, da bo na lep način kaj, ne bo nič. Ampak lejte, lahko jih pa vsak dan po telefonu kličemo. Pa vabimo. Ne, pa je šla predsednica Slovenije, če se ne motim, v Ribenco jih je šla obiskat in imam vprašanje za predsednico Slovenije, če je šla tudi obiskat unga fanta, ki so ga tam v Krškem pretepli. Unga pa ni šla obiskat. Mislim, ljudje, a moram sploh še kaj govoriti? A ni to grozno? Včasih še v Cajtangah ni tu o tem nič pisalo. Sem pisal, Občan, kratice, pa take zadeve. Zdaj se saj malo to napišem, ampak to je zadnje 2-3 leta. In izstopa gospa Tanja Jakše Gazvoda. Tu mora biti ena gospa iz naših koncev, ki najbrž ima tudi probleme, pa jih ima tle gor. Ona je prva začela o tem pisati. In gospa Tanja, če to slučajno gledate, od mene imate poklon do tal. Ker veste, tudi zato gospo ni to lušno. Lahko nekje počakajo, pretepejo, posilijo, grozijo, ne vem, če ima otroke, pridejo domov. Tako da, gospa Tanja, vsa čas za pogum, lejte, malo je takih. V parlamentu ni nobenega tacga. Pa ne samo to, na to gospo se lahko še spravijo kakšni novinarski kolegi, da je ona pa taka, pa drugačna. Saj veste, s kakšnim besedam potem take ljudje obsujejo, da so na R, pa na H, pa da so nestrpni, pa ne vem koga še vse. Ja, pejte z njim živeti, pa bomo videli, kako boste vi tolerantni. Tudi je kdo pripravljen pred kamero kaj povedati? Ga bom jaz prišel posnet. Bom objavil na vseh svojih kanalih. Pa še svojega žepa bom plačal plačljivo reklamo, da bo več ljudi videl. Da ljudje vejo. Ker en tamle z Ljubljane, ki živi v bloku, ne ve, kakšne težave so to. In Ljubljančani mi greste na živce, ker sem doskrat slišal, ja, tako grdo delate z njim. Pejt z njim živt, pa boš videl. No, pa jasno moram povedati, da če bo prišlo do kakšnih takih akcij, do katerih jaz pozivam, ker tole bo tudi kdo od policije gledal, pa Bog ve, kdo še vse, ne? Če bomo karkoli delali, treba delati vse po črki zakona. Bog ne daj, da bi kaj delali, ki ni po črki zakona, ker tako sami sebe uničujemo, ne? In tudi, če bi prišlo do tistega šotorjenja pred parlamentom, ne? Če bojo prišli kakšni, ki bojo špeteri iskali, pa take zadeve, take bom jaz lastnoročno odstranil, zato ker taki ti uničijo vse. Ne? Naj pridejo normalni, delovni ljudje, ki so prišli zato, ker imajo res težavo, ki živijo v strahu. Vsak dan je strah, kaj se jim bo naredilo. Drugače pa vem, da se ne bo nič naredilo. In veste kaj, bom čez 5 let, pa 10 let, ko bo situacija še hujš, pa kam bral v Cajtangah, se bom smejal. Pa bom rekel, prav vam je, nič niste naredili, nič niste pripravljeni narediti. Nič.
Amle v Kočevju samo tudi s kočevskim jaz probleme tukaj le pri sebi v diskoteki. Te so opasni, te so mnogo hujši kot naši. Ampak vi s Kočevja tu veste že ne 30 let, najbrž že več veste. Ste kaj naredili? Je kdo kdaj kakšen dopis kam pisal, da je treba tu urediti? Je kakšen ga na policijo prijavil, da se vozi z neregistriranim avtom, da vozi mladoleten, pa to, je kdo kaj naredil? Ne vem. Pri nas včasih so bili heroji iz naše vasi, oziroma sosedbe. Ko je do kaj prišlo, on jih je 5 poštimal. Ampak danes bi ga zaprli. Da danes tako ne gre več. Zato sem rekel, po črki zakona, po črki zakona. To sem jim zapovedati. In lepo vas prosim, napišite v komentar, kaj vi mislite o tem. Da vidim, če še sploh kdo podobno misli, kaj jaz. Ali mislite, da bo gospod Poklukar tu vse zrihtal? Seveda tudi všečkajte. Pošljite link kažemu prijatelju, ki mislite, da bi to mogel pogledati. Oziroma najbolj nujno tistem, ki so žrtve tega nasilja. Še enkrat pa pozivam, če bi kdo rad pred kamero stopil, povedal, kaj se jim dogaja, pridem, kamor boste rekli, posnamem, objavim in s tem tudi sebe izpostavim, ampak mene ni težko. Meni ni težko. Zato, ker vem, da je to prav. Prav. Če ne bomo mi, ne bo nobeden. Me je tole kar razpislo. Kar. Jezen sem kot pas. Nič. Mejte se. Ajde. Hvala, ker ste gledali do konca. Si tu. Pričakujem pa akcijo. Akcijo. Naredite nekaj. Saj tu naredi, da ta video pošlješ parem ljudem. Saj tu naredi. Še s tem videom sem lahko nakopal v težave. Ampak gledajte, vem, da je prav. Vem, da je prav. In zato to delam. Nisem ena. Imate mrske v meni zapovedati. Stak, sun, stret, četrt. Evo, lejte, pičkica pa nisem. To je to, ljudje. Mejte se. Adijo. Hvala.